Po porazu v prvem krogu pomladi so Velenjčani v prejšnjem krogu zmagali pri Kopru in nekoliko presenetili, Maribor pa še vedno brez doseženega gola v tem drugem delu prvenstva in tudi brez zmage. Proti Olimpiji na derbiju je bilo neodločeno 0-0, tole pa je že prva akcija, podal je Novaković, Bajde pa je streljal, zelo težak položaj za Bajdeta, ki pa je tokrat meril direktno vratarja Radana. Še ena kombinacija za Maribor, podal je Ibrahimi, odlično je meril z glavo Gregor Bajde, a tokrat na pravem mestu vratar Radan, ki je imel dober prvi polčas. Še ena kombinacija za vijoličaste, žoga pred vrata, Novaković je imel izjemno priložnost za svoj prvi gol, še enkrat se je izkazal Radan, ki je zaklenil vrata. Jaka Hbejš je bil izjemno agresiven in takole prejel še svoj drugi rumeni karton že v 29. minuti in moral predčasno z igrišča. Rdeči karton za nogometaša Velenja, ki je moral z igrišča pri izidu 0-0 in Velenjčani so ostali samo z 10 nogometaši. Takole ostra štart na Erika Janžo in še drugi rumeni karton za Jako Hbejša. Tole pa je že gol za 0-1, podal je Ibrahimi, najvišje je skočil Amir Dervišević in v 33. minuti popeljal Maribor do prednosti 0-1. Sam je ostal pred vrati in takole zadev za prednost vijoličastih. Slabo so pokrili v obrambi Velenjčani, Dervišević pa je dosegel prvi gol za Maribor v tem drugem delu prvenstva. Črnčič je padel pred vrati gostov, tokrat ni bilo prekrška za 11 metrovko med Filipovićem in Šulerjem je bil, ni bilo 11 metrovke za Rudar. Drugi polčas se je začel bolje za Velenjčane, tole je bila že prva nevarnejša kombinacija in strel Tolimirja, odlična obramba Jasmina Handanovića, ki je žogo uspel odbiti, potem pa gol za povišanje prednosti. Zadev je Gregor Bajde, tekla je 57. minuta in Bajde se je najbolje znašel pred vrati Rudarja in povišal prednost na 0-2. Bil je spretnejši od vseh igralcev Velenja in tudi vratarja Radana za povišanje prednosti. Tekma se je zdela odločena, Maribor je imel tudi igralca več na igrišču, potem pa še ena dolga žoga, Željko Filipović na prsa Bajdetu, lepo si je sprejel žogo in v dobri formi igral v letošnjem prvenstvu Gregor Bajde. Tole je bil še en gol za tega napadalca Maribora, ki je bil tokrat razpoložen z 2 zadetki, na lestvici strelcev pa je zdaj na visokem 3. mestu, 11. gol Bajdeta. Prvi strelec Maribora je en gol za Elekem in še vedno 6 golov za Šporarjem, ki ga ni več med nogometaši v slovenski prvi ligi. Tole je bila potem kombinacija za Rudar, odlično preigravanje in podaja pred vrata. Izjemno je preigraval Milan Kocić, Prašnikar pa je zapravil najlepšo velenjsko priložnost. Še zadnja akcija tekme, Novaković sam pred vrati in prekršek Elvedina Džinića. To je bil prekršek za direktni rdeči karton na robu 16 metrov. Džinić je podrl Novakovića in takole si je prislužil direktno pot v slačilnico. Rudar je tekmo končal samo z 9 nogometaši in 3 žogami v svoji mreži. Tole so bile prve 3 točke za Maribor v tem drugem delu prvenstva. Prednost za Olimpijo je zdaj manjša, 3 točke, ampak Ljubljančani imajo še tekmo v svojem žepu. Sigurno, jaz čestitam fantom za borbo, za rezultatsko slabo tekmo za nas, ampak mene bolj skrbi, da imamo 2 izključena igralca in da smo prejeli veliko rumenih kartonov in da ne vem, kako bom za naslednjo kolo sestavil ekipo. Ja, pred tekmo smo se tako zmenili, zdaj po tekmi zgleda lahko. Zgleda, da je bilo to kar tako, vendar so se fante za to zelo potrudili, pripravili, skozi teden zavzeto delali in danes od prve minute naprej igrali zelo zavzeto.